Dober dan. Danes je nov dan in novih 10.000 korakov. Danes je petek, v Novi Gorici imamo 4 stopinj Celzije in pa rahlo piha. Se pa odpravljam v Hofer, urejati eno reklamacijo, ki sem jo ugotovila šele doma. Pri nakupu piškotov oziroma na blagajni mi je računala ene piškote več. Jaz sem vzela namreč dvojne, na računu mi je pa potem zaračunala 3-krat božične piškote. Gre sicer za 3 evre, ni zdaj ne vem kaj, ne? Ampak vseeno me zanima, kaj bom rešila. Se vem, da se te reči urejajo takoj na blagajni, da preveriš račun, kaj vse računano, ampak ne vem, kaj treba vedno hiteti, pa vedno nekaj na hiter skladati v voziček, pač to nisem preverila. Za drugič bom vedela, pa me zanima, kaj bom uredila oziroma kakšen bo njihov odgovor in bomo videli, kako so kaj fleksibilni in kakšne so možnosti ob takih primerih. Moram reči, da do zdaj nisem niti kontrolirala, ampak v tem primeru pa ne vem, sem pa pogledala, kaj je pravzaprav na računu. Vsekakor pa verjamem, da to ni bilo namerno, trgovke zelo hitijo, zelo skenirajo tiste izdelke in praktično, ko mi loviš na blagajni, da mečeš v voziček. Tako da smo kar pod nekim pritiskom v tem Hoferju, mislim, jaz prav ne vem, kaj bi vzela v roke, že kar ona, ko šele začne, jaz že pripravljam denarnico, mečem v voziček in to ni normalno. Lighten up, take me on your magic river. Grem zdaj poiskati eno trgovko. Prostite, vas lahko zmotim. Kaj lahko naredim? Ene piškote so mi preveč računali. Zakaj se da narediti? Vzameste še ene? Aha, nekaj božične. Aha, hvala. Ok, in če ne ste jih sabo, vam naredi vračilo, če jih ne rabite. Ok, bom kar vzela, mislim, da bo najmanj kom. Povejte na blagajni. Ja. Tell me about the people that you know who were trying. Da, jaz bi imela eno reklamacijo, ker računali so mi 3-krat te piškote. Imela sem pa dvojne, ne. Aha, in zdaj vi vzamete tebe in tu... Ja, če vam je tako okej. Najboljši, ne? Ok, najlepša hvala, nasvidenje. Ja, sem uredila pozitivno. Tako da Hofer, hvala, res ste fair. Sem pa vzela kar druge, še ene take piškote, ker se mi zdi, da je tudi najmanj kompliciran v tej gneči, ki je v trgovini. Tako da mislim, da smo res pozitivno in v redu rešili. In sem zelo zadovoljna, se mi zdi pa, da človeku ena taka stvar lahko zelo polepša dan. Tell me all your dreams align. Živjo. Zjutraj sem bila v službi, zdaj grem pa narediti en sprehod. Sign me up and tell me about the people that you know who are trying to feel alive. Life can get hard, so honey, if you need to cry, just come share my... To je bilo pa ponedeljkovo popoldne ob 5. v Novi Gorici. Mi pa se vidimo jutri. Dober dan. Danes je novoletni dan, zato bi vam rada ob tej priliki v letu 2025 zaželela vse dobro, veliko zdravja, veliko osebne sreče, zadovoljstva, topline in prijateljstva. Veliko sprehodov in vsega lepega, kar pač spada zraven. Naj bo leto 2025 srečno. Silvestrski večer pa sva z možem preživela pri moji mami. Malo smo bili pred televizorjem, malo smo poklepetali in seveda o polnoči nazdravili. Vsekakor so tudi taki trenutki zelo dragoceni in jih moramo izkoristiti, dokler jih lahko.
Ob tej priliki bi se rada zahvalila tudi vsem novim naročnikom, pa seveda vsem starim, tistim, ki me spremljate že dlje časa. Hvala za vašo pozornost, bodite fajn, imejte se lepo v letu 2025, ostanite zdravi in se vidimo v naslednjem videu. Pa ne pozabite iti na kakšen sprehod, sploh če je tako sončno, lepo vreme. Čau, čau!